Ravnanje z odpadki predstavlja z vidika njihove heterogenosti za strokovno javnost velik izziv. Vedno aktualno vprašanje, katere načine obdelave odpadkov izbrati, da bi dosegli njihovo najučinkovitejšo izrabo. Že 6. strokovni posvet o odpadkih so letos v Moravskih Toplicah organizirali Zveza ekoloških gibanj, ZRS Bistra Ptuj, Zbornica komunalnega gospodarstva ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Akteri posveta so si bili enotni, da potrebujemo v Sloveniji sodobnejši in bolj ambiciozen pogled na odpadke, predvsem na področju energetske izrabe odpadkov. Kakšen je potencial toplotne moči v Sloveniji? Ja, po podatkih, ki so izkazani v tem programu operativnim komunalnih odpadkov, samo komunalnih odpadkov, je ta potencial cirka 80 MW toplotne moči. Se pravi, če gledamo, da je računano nekje kurilna vrednost tega goriva trdnega, ki prihaja iz MBO-ja, iz objektov mehansko-biološke obdelave, okrog 16 MJ na kilogram. To je ta podatek in to je kar zadovoljiv podatek, kar se tiče energije, ki bi lahko ti odpadke dali v Sloveniji in bi veliko prispevali, če govorimo o nekih objektih, ki imajo sistem kogeneracije ali pa recimo daljinskega ogrevanja, da bi lahko pomagali v bistvu ogrevati velika mesta, konkretno Maribor in Ljubljano. Podatki za leto 2011 so znani za države v Evropski uniji. Lahko se pohvalimo, da smo Slovenci na področju ločenega zbiranja dobri. 34% odpadkov ločeno zberemo, kar je četrti najboljši rezultat v Sloveniji. Na drugi strani še vedno 58% odpadkov odložimo. Nekatere države so tukaj krepko pred nami z 1%, naprimer Nemčija, Belgija, vendar moramo vedeti, na katerem področju nas prehitevajo. Ne prehitevajo nas na področju ločenega zbiranja in to sem skušal danes na tem posvetu povedati, da je ključna težava ta trenutek v Sloveniji, da nimamo urejene energetske izrabe odpadkov. Referati priznanih strokovnjakov na področju odpadkov so na posvetu prikazali celoviti način ravnanja z odpadki, ki zajema sistemske vidike, ločeno zbiranje odpadkov in predelavo ter njihovo osnovno in energetsko izrabo. Stroka na posvetu ugotavlja, da kljub temu, da evropski pravni red z direktivo o odpadkih ponuja tudi možnost energijske izrabe odpadkov ter jo uvršča na 4. mesto hierarhične lestvice ravnanja z odpadki, smo v Sloveniji na tem področju storili premalo. Gre za 5-stopenjsko lestvico, nekako se je šele v zadnjih letih začelo bolj na glas govoriti o tem. Prej je politiko in pa odločevalce predvsem zanimalo, da se odpadki zberejo in da se odložijo, da imamo urejena odlagališča in bomo že tako uredili. Seveda s tem, da postajamo razvita družba, družba recikliranja, moramo prej poskrbiti za to, da preprečimo, da odpadki sploh nastanejo. In na drugem mestu je ponovna uporaba. Vesela sem, da smo idejni voditelji mi, torej da smo dokazali, da ponovna uporaba v bistvu pomeni povsem sociološko, ekonomsko in okoljsko sprejemljivo dogajanje, ki je v družbi zelo sprejeto. Tukaj ni nobenega nasprotovanja, gre za zelena delovna mesta in torej nov izziv. Na 3. mestu je potem kompostiranje in pa reciklaža. Na predzadnjem mestu termična izraba, torej ko tega več ne moremo narediti, odpadke pripravimo za surovino, za energijo. In na čisto zadnjem mestu je odlaganje. In ta prednostni red torej po teh stopnicah mora potekati. Nič ne smemo preskočiti, čeprav vidimo, da marsikdo bi rad kaj preskočil, še vedno so apetiti pri nekaterih bolj po odlaganju, ampak torej to ne bo šlo več. Ali lahko pričakujemo izpolnitev okoljskih ciljev brez termične obdelave odpadkov in pa kakšen je seveda pomen termične obdelave odpadkov? Trenutno relevantne okoljevarstvene predpise in pa standarde, ki jih mora dosegati
vrsta odpadkov, ki se odlaga na odlagališčih, je pravzaprav to brez postopkov termične obdelave odpadkov nemogoče dosegati. Tukaj je velik problem z doseganjem ustrezne vrednosti organskega ogljika, ustrezne vrednosti kurilne vrednosti in pa respiratornega indeksa AT4 glede vsebnosti, se pravi glede porabe kisika, tako da enostavno vsem tem zahtevam brez ustreznih postopkov energijske izrabe odpadkov, se pravi tistega dela odpadkov, ki jih ni mogoče več koristno snovno izrabiti, imajo pa bogato energetsko vrednost, jih potem izrabimo za proizvodnjo energije. S ciljem zmanjševanja biorazgradljivega dela odpadkov na odlagališčih nenevarnih odpadkov so med načine ravnanja z odpadki njihovo energijsko izrabo vključevali tudi operativni program pristojnega ministrstva, vendar je slednje z izjemo lokacije v Celju ostalo le na papirju. Po besedah predstavnika ministrstva ostaja vprašanje predvidene termične obdelave odpadkov odprto, saj je za načrtovano izgradnjo sežigalnic v Ljubljani in v Mariboru potreben vložek v višini 100 milijonov evrov sredstev. Sam način financiranja, ali bo v okviru javno-zasebnega partnerstva ali kot sofinanciranje z vidika iz kohezijskih skladov, ali bo šlo za javno gospodarsko službo na državni ravni, tako kot je sedaj organizirano in financirano z zasebnimi viri, te stvari so ta trenutek še odprte. Kot je tudi odprto, ali se bo dobil investitor, ta trenutek država seveda sama kot taka ne bo investirala v tovrstne objekte, ker tudi sicer ravnanje z odpadki ni predvideno, da je država tista, ki je investitor in izvajalec. Ravnanje z odpadki v Sloveniji je v nekem še povoju, lahko povemo, ker dejansko se prepočasi razvijajo vse metode, zakonodaja, ki bi dejansko sledili koraku Evropske unije. Smo tako po moji oceni nekje med 10 do 20 let v zaostanku, kar pa seveda je prejmelo neke pozitivne pa tudi negativne učinke. Danes pa vseeno mislim, da se začrtavajo prave poti, je pa res, da smo pri nekaterih odločitvah prepočasni. Kot naprimer, pogovarjamo se že predolgo o sežigalnicah, bodisi toplarnah za izkoristek tega alternativnega goriva, ker tudi glede na postopke, ki so v Sloveniji prepočasni, se bo verjetno zgodilo tudi mogoče na današnjo odločitev, da termični objekt bo to komaj zgrajeno okrog leta 2020 in takrat je pa vprašanje, če je to smiselno. Poleg energijske izrabe odpadkov v sežigalnicah ponuja možnost njihove termične obdelave tudi cementarna industrija. Postopki snovne in energetske izrabe odpadkov v cementarnah imajo v razvitih državah dolgo tradicijo, saj so že v 80. letih prejšnjega stoletja pričeli nadomeščati fosilna goriva z alternativnimi. Gre za gorljive materijale, ki so se nekoč odlagali kot smeti na odlagališča in tam končali, obremenjevali naše okolje, odkar smo postavili te koncepte, prenesli smo jasno neke dobre prakse iz tujine. Smo bili prvi v Sloveniji, ki smo naredili industrijsko linijo, za prvič na terenu zajamemo gorljive frakcije, recimo tekstil, blago, določene vrste plastike, ki se ne dajo recimo osnovno predelati. Na naši liniji Tezno Maribor predelamo, se pravi prvič preverimo hodno kontrolo, zmeljemo, na koncu dobimo kosmiče, ki se nekako energetsko zelo učinkovito lahko dobro izkoriščajo v toplarnah. En primer je recimo toplarna Celje, ima tako tehnologijo. In pa tudi recimo cementarne fizično v Sloveniji sicer danes ne tečejo, ampak v tujini pa so cementarne, ki so tudi v skladu z evropskimi predpisi izkoriščajo to gorivo. In te prakse praktično v tujini, če gledamo naš svet severno, Avstrija, Nemčija, Francija, imamo to sistematsko peljano in nekako mi gremo po teh stopinjah proti razviti Evropi, ki te stvari že leta in leta nadgrajuje in izboljšuje v smislu zmanjševanja odlaganja, pa čim večje snovne in pa predvsem energetske izrabe odpadkov v Sloveniji, ker je dejansko danes eno zelo tako manjko stroke recimo v današnjem slovenskem prostoru ravno na tem področju. Se pravi neka energetska izraba frakcij, ki se jih da okoljsko in pa tudi ekonomsko dobro izrabiti. Na podlagi strokovnega dialoga in sprejetih sklepov predstavlja posvet o celovitem ravnanju z odpadki pomemben prispevek za strokovno, politično in civilno javnost.
Znanje in izkušnje udeležencev posveta stremijo k spoštovanju načela trajnostnega ravnanja z odpadki, ki omogoča dolgoročno sprejemljivo življenjsko okolje. In neizogibno pri tem je dejstvo, da za Slovenijo še vedno predstavlja velik izziv minimizacija količine odpadkov na njihovem izvoru ter učinkovita snovna in energijska izraba odpadkov.